Ampak, ne! Zdravo, pozdravljeni na kanalu Džungla, jaz sem Rene iz Polkaholikov Jaz sem Žiga iz Polkaholikov. Tukaj Matic iz Polkaholikov. Sem Gašper iz Polkaholikov. in danes imamo en challenge in torej test inteligence. Če ta video trofi 2000 lajkov, naredimo še part 2. Lajkajte, šerajte, komentirajte, subscribajte na Džunglo. Vse videe morate nujno pogledati za nazaj, za naprej, vse nujno spremljati. Komentira video, kako bi ga ti rešil, kako se ti zdel video. Prvo vprašanje. Palica in žoga skupaj staneta 8 evrov. Palica je za 1 evro dražja od žoge. Koliko stane žoga? Prvi odgovor je 5 evrov, drugi je 3,5 evrov in pa tretji je 3 evre. Torej, jaz sem se odločil za odgovor 3, za tretjega, ker naprimer, če sta skupaj 8 evrov in palica je za 1 evro dražja od žoge, koliko stane žoga je v mojem 3 evre. Ok, cool. Torej, palica in žoga skupaj 8 evrov. Ja, pol stane 5 evrov. Če rečemo 4 pa 4. Ja, lahko je tudi 6 pa 2, ne? Zdaj ne vemo, koliko je ena. Dobro, dajmo 5, ko je najbolj logičen odgovor. Že zasral prvo vprašanje. Če sta palica in žoga skupaj 8, palica je 1 evro dražja, to pomeni, da je palica 5, žoga stane 3 evre. Možnosti so bile 5 evrov, 3 pa pol 3 evre. Evo, 3 evre. Narobe. Koliko stane žoga? 5 evrov, 3 pa pol evre pa 3 evre. Kaj? Jaz nič razumem. Razen tega, da pač oboje skupaj 8, ampak okej. Palica je za 1 evro dražja od žoge. Spet je 3, 3 pa pol. Je 3 pa pol, jaz mi zdi, da. Ne vem. Pravilno odgovor. Ok, mogoče me v drugo rešilo. Če 5 strojev v 5 minutah naredi 5 izdelkov, v kolikšnem času bo 100 strojev naredilo 100 izdelkov? Možni odgovori so 5 minut, 100 minut in pa 50 minut. Zdaj, da si še tole malo podrobno preberem, da ne bom kar brez glavo šel v tole nalogo. Če 5 strojev v 5 minutah naredi 5 izdelkov. Ja, najbolj smiselno se mi zdi v 100 minutah. Ziher neka fora tukaj noter, ko bok. Jaz bom izbral drugi odgovor in to je 100 minut. Slab. 5 strojev v 5 minutah, 5 izdelkov, pol jih naredi 100 strojev v 5 minutah, 20 krat več. En stroj naredi en izdelek v 5 minutah. 100 strojev, 100 izdelkov v 5 minutah. Evo, bravo, odlično. Torej 5 strojev v 5 minutah, 5 izdelkov. Je pol 100 strojev, 100 izdelkov, 100 minut, 5 minut. A je skrajša vse. Če 5 strojev naredi v 5 minutah, naredi 5 izdelkov. Kolikšnem času bo 100 strojev naredilo 100 izdelkov? Ja, če bo 100 strojev naredilo 100 izdelkov, bo naredilo isto pol v 5 minutah. Torej, odločil sem se za odgovor 1. Kaj je težje, kilogram železa ali kilogram volne? Železa, volne ni razlike. Ni razlike, če obojega 1 kilogram. Evo, točno. Železo, volna ni razlike. Je ni razlike, kilogram in kilogram. Pravilno je. To je ona stara fora, kaj je težje, seno ali nekaj. To smo v osnovni šoli govorili, to se še spomnim. Prvi odgovor je železo, drugi je volna, tretji pa ni razlike. Če je obojno težko, nič ni težje, torej odgovor tretji ni razlike. Kaj je težje? Kilogram železa ali kilogram volne? Ni razlike. Ampak, ne! Bili so 3 odgovori. Železo, volna in pa ni razlike. In jaz sem kliknil po nesreči, ko sem se hotel dol premakniti, volno. Joj. Četrto vprašanje. Če so na mizi 3 jabolka in 2 vzamete stran, koliko jih imate? 1. To je možno odgovor, ali pa 2 ali pa 3. Samo mislim, da je 1. Komentiraj, kako se tebi zdi. 2? Ja, samo če so 3 pa 2 vzame stran, je še 1, ne? To je kar triki. Mislim, da je odgovor 2, zato pač 2 jabolke, ker če 2 jabolke vzamemo, potem imamo mi 2 jabolke. Ja, če so na mizi 3 jabolke, bom jaz 2 tukaj dol vzel, tako da imel 2 jabolke. Ja, evo. To. Prvi uradni pravilni odgovor. In na mizi imamo 1, imamo pa še vedno 3. Ne? Sodelujete na tekmi,
Prehiteli ste osebo, ki je na drugem mestu. Na katerem mestu ste vi? Prvi odgovor je prvi, drugi odgovor je zadnji, tretji odgovor je pa drugi. Ja, jaz sem se odločil za odgovor 3, to je na drugem mestu, ker če sem prehitel osebo, ki je na drugem mestu, sem pol jasno na drugem mestu. Ne? Na tekmi sodelujem, prehitel sem osebo, ki je na drugem mestu, seveda sem jaz tudi pol posledično na drugem mestu. Aha, ja, pravilno odgovor. Na drugem, ker smo prehiteli drugo osebo. Vse vem. Skoraj. Če sem prehitil osebo, ki je na drugem mestu, sem bil prej tretji, zdaj če prehitim, sem drugi. Pravilen odgovor. 6. vprašanje. Marin oče ima 5 hčerk. Prva Nana, druga Nen... Kakva imena so tam? Niso bili glih zbirčni, kar se imen tiče, no, ampak okej. Prva je Nana, druga je Nene, tretja je Nini, četrta je kako je ime 5 hčerki? Odgovori so Nunu, Marija, Nina. In itak, če je Marin oče, ne. Ko je ime 5 hčerki? Marija! Evo! Imena so malo več čudna, ampak okej. Četrta je Nona, kako je ime 5 hčerki? Nunu, Marija, Nina. Ki ste Marijo našli. A, I, to so soglasniki, tu vmes ne tako da Nunu bi jaz dal. Marija. A ja, 5. Če imam 5 hčerk. Nana, Nini, Nona. Jaz bi tu rekel, da v bistvu sploh ne vem, ampak bom ugibal, da je odgovor prvi in to je Nunu. Kaj? Narobe. Kaj? Rešite brez kalkulatorja ali računov. Računajte na pamet. Vzamite 1000, dodajte 40, je 1040, ali ne? Dodajte še 1000, je 2040, dodajte 30, je 2070, dodajte spet 1000, je 3070, dodajte 20, je 3090, dodamo še 1000, je 4090, dodamo še 100, mislim, dodamo še 10, je 5000. Koliko je to skupaj? 5000, 4100, 5000. Vzemite 1000 in dodajte 40, torej 1040. Sedaj dodajte še 1000, 2040. Na to dodajte 30, 2070. Dodajte spet 1000, 3070. Na to dodajte 20, 3080. In sedaj dodajte še 1000, 4080. Jaz sem se zgubil zdaj. One eternity later. Ja, na pamet šel pa mi rekel 4100, ker ne vem. Pa še celo prav je. Sreča spremlja hrabre. Vzamite 1000 in dodate 40. Dodate še 1000 in dodaš 30. Jaz bi rekel, da je drugi odgovor 4100. Odgovor je pravilen. To. Nisem tako neumen. Dam 40. Torej imam 40. Torej imam 70, Jurija 70, Jurija 90, 2 Jurija 90, 2 Jurija 100. A kakva fora, da je treba ki na ekran klikne, ali okej, ker ponavadi so tudi IQ testi tako zelo out of the box zadeva. Torej 2040, 2070, 3070, 3090, 4090, 4100. Ja. Če preveč out of the box razmišljam, joj. 8. vprašanje, smo že proti koncu. Če želi slep človek kupiti temna očala za sonce, kako to objasni prodajalcu? Pantomima nariše na list besedami. Slep človek. Ok, torej pantomima. Težko mu bo pokazal, ker ne bo videl, kaj kaže. Nariše na list, bo težko videl, ker pač ne vidi, kaj riše z besedami. Z besedami bi jaz rekel. To je pravilni odgovor. S pantomimo nariše na list z besedami. Ja, narisati ne more, ker je lahko pove, ja. Ja, bolj. Ja, seveda, z lahkoto. 3 z besedami. Z besedami, ko bo pokazal, ja, tekle une za sonce, prosim. Evo ga, pravilno odgovor z besedami. Če želi slep človek kupiti temna očala za sonce, kako bo to ne? Pantomima? Ja, jaz bi rekel odgovor 3 z besedami, pa da vidimo. Odgovor je pravilen. Kaj proučujejo speleologi? Ok, na voljo so odgovori jame, morja, mesta. Jame. To pa djed zna. Aha, jame, morje.
An, ban, 5 podgan, 4 miši, vuk ne piši, vija, vaja, ven. Koliko smo mi inteligentni, morja. Speleologi. Speleologi. Jame ziherne. Ali morja ali pa mesta. Jam dal mesta, bom šel na pamet. Jame so. Kaj poučujejo speleologi? Mesta, morja, jame. To pa ne bi vedel, ampak napišite v komentar, če bi vi vedeli. Jaz bom pa šel kar ugibat. Jame, morja, ne vem, gremo kar s prvim. Ne vem, kar prva jame, ne vem. Wow! Pravilno! Včasih se splača, da ugibam. Zadnja, zdaj pa zadnja. Kako se imenuje letalo, ki se dvigne s pomočjo drugega letala, nato pa leti samo brez lastnega motorja? Jadralno letalo, raketa, potniško letalo. Jadralno letalo. Jadralno letalo, raketa, potniško letalo. Ok, potniško letalo še samo dvigne, to vem, ker sem že bil na njem. Raketa, jadralno letalo. Jadralno letalo nima motora, Po mojem jaz bi dal tu potniško letalo bi izločil, pa raketa ali pa jadralno letalo, ampak vem, da imajo rakete tudi neko ko se v ljud dvigne, samo pa imajo lastne motore, tako jaz bi rekel jadralno letalo. Kaj je tudi pravilno odgovor? Tako leti samo brez motorja. Jaz bi rekel, da je jadralno letalo. Torej odgovor 1, pa da vidimo. Odgovor je pravilen. To. In ta odgovor je 1, jadralno letalo. S tem odgovorom sem zaključil IQ test. Dodal si še eno točko zaradi tega, ker sem tam miskliknil, tako da imam vse skupaj zdaj tle 7 od 10, ampak ker sem tam narobe kliknil, imam posledično 8 od 10 točk. In pa bravo, imate visoko IQ, ste najbolj pametni med prijatelji. No, če sem 7 točkami najbolj pametni med prijatelji, sem z 8 točkami kar sem si zagotovil krepko zmago. Ivo, končal sem test in imel sem pravilnih 8 od 10. Tako da piše, da imam visok IQ, ste najbolj pametni med prijatelji. Tako da počutim se odlično. Niste najbolj pametna oseba v svojem podjetju, vendar ste še vedno zelo pametni in vaš IQ je zelo visok. Bravo, evo. Ko mi že oni čestitajo, to je za mene dovolj, da se počutim ponosnega pa zadovoljnega, tako da jaz sem zadovoljen z svojim uspehom, vi pa probajte rešiti enak test, pa komentirajte, če ste kaj bolj pametni od mene, da vidim, če se lahko zaposlite v mojem podjetju. Hvala lepa. 6 od 10. Ok, všeč mi je komentar. Niste najbolj pametna oseba v svojem podjetju, vendar ste še vedno zelo pametni in vaš IQ je zelo visok. Bravo. Torej, pohvale so. Mislim, da bi lahko bilo boljše. Dosti boljše, vsaj 8 ali pa 7 od 10 bi lahko bilo, ampak ok. Mislim, prvi življenju sem sploh reševal IQ test. Tako da, če tudi nisem najbolj pameten, pa še vedno imam zelo visok IQ v svojem podjetju, čeprav svojega podjetja nimam. Evo, danes smo reševali test inteligence, da vidimo, koliko smo kaj brihtni. Lajkaj, šeraj video in pa Naroči se na kanal. Tu poglej, zadnji video. To najboljše.